Fantasy. Radio Fantasy. Evo, še več mikrofonov je aktivnih v našem studiu in pred mikrofonom pozdravljava Gregorja Ravnika. Zdravo. Čau, živijo, lepo zdrav sem. Dobro jutro. Lepo zdrav, to je zdaj primorski naglas primorskega konca. Čeprav živim že kar 10 let v Ljubljani, ampak se mi zdi, da malo ostane tistega primorskega. In prav tako, čeprav veš kaj, ko grem na obalo, sem pa za vse Primorce, ja, ti si pa zdaj Ljubljančan. Aha, takoj zaznajo. Ja, zaznajo malo. Sej pobereš tam, kjer živiš, ne? Malo. Grega, nujno. Glede na to, da živiš, spiš, lahko rečeš, da v Ljubljani živiš, pa tako vse posod, ja, tako glede na to, da si vse posod. Ja, to ste glasbeniki, ja. Zdaj, Grega, nujno. Sem bil tam pri naših puncah, Sanja je rekla, kdo je zdaj Grega Ravnik? No, evo. Nujno. Čakaj, najprej jaz samo povem. Oprosti, Grega, ampak mi dva danes nisva naročila zobarja, tako da prosim, če se obrneš in kar greš. Veš, da pa, ja, res pravi imaš tudi zobozdravnik, sem po poklicu, ampak ta poklic je malo na strani zdaj, zaenkrat. Ti veš, koliko gnara je tu not. Je, gnara. Gnara, ja. Če bi izbiral po gnaru, bi izbiral sigurno poklic zobozdravnika, ampak je zdaj... končal sem tudi akademijo za glasbo, tako da sem glasbenik zdaj 100%, no, kar se tega tiče. In tako v operi in pa s svojimi projekti pop, glasbo, zdaj avtorsko. Odgovor si nama dal, da se da živeti od glasbe. Se da, ampak moraš delati. Se mi zdi, da nič ne pride, nič ni podano na pladnju, nič ni enostavno. No, a lahko zdaj prosim, jaz dobim tudi svoj komad. Ne, čak, da se Grega zdaj predstavi. Ne, ker je rekel, da se da živeti od glasbe, tako da čakam. Ne bi jaz. Ker jaz imam namreč svoj komad, narejen sam, gospod bi ga mora sproducirati. A ja, čakate, ja, dajmo to sprovesti. Umetno inteligenco sprašujem za pomoč, da mi... In obstajajo tudi aplikacije, kjer umetna inteligenca dela pesmi, ne? To veste? Ja, imamo. Smo probali dati noter, pa ne gre tuj vokal, svojega oni dajo. Ja, svojega dajo. Ja, njega ne moramo nastaviti. Ja, to pa nismo še tam, ja. Ja, ampak glej, taj bom pa bolj prosila, da narediš pa priredbo. Ok, dobro. Malo drugačno, operno, ker tega pa še ja, zdaj, ti si dvoplasen glasbenik, ne? Peleš pop, ne, svojo kariero pa operno. Tako je. Kjer se je prej začelo? Se mi zdi, da mogoče oboje nekako skupaj, sicer sem najprej študiral opero, najprej sem bil seveda, kot vsi skupaj, vsi smo nekako začeli kot v glasbeni, ne, petje, klavir oziroma inštrument na splošno. Potem sem se odločil, da grem poleg študija medicine tudi na akademijo za glasbo, tako da sem usporedno... Mama je bila ful vesela. Ja, mama je kar... Ne, se kecam. Mama je kar navijala za to verzijo. Potem sem pa končal akademijo za glasbo, sproti pa sem se vedno nekako počutil zelo domače v popu, v popularni glasbi oziroma ja, v tem žanru. Tako da sem nekako, ko sem zmagal na Melodijah morja in sonca predlani, se odločil, da je ta pot tista, ki me v bistvu najbolj zanima in bi se najbolj posvetil in izdal svoj prvi album. Tako da, ja. Koliko zmagaš na soboto s torkom? To se tudi da, očitno. Očitno se da, nima veze, kjer dan je, torek je tisti, ta pravi. Zdaj imamo pripravljeno ta novo pesem, ampak damo torek gor, če se že damo torko pogovarjamo. Če smo že najavili. No, ja, mislim, vsega imamo v planu. Pondelka noben ne mara, sreda je predolga, torek je pa dan vmes, ko se lih prav zagreješ in je teden. Ja, tako da jaz mislim, da... Ja. Ne, jaz sem pa nekaj sicer prebral, pa bom zdaj pokvaril malo zračje, da je torek najbolj depresiven dan. A je? Kje si to prebral? Za kjerga? Točno to. Za koga zdaj? Po moje ponedeljek. Vrtim torek. Petek zihar, ne. Šuši, torek vrtim. No, dej. Konc torka je. Ja. Gregor Ravnik je z nama. Pozdravljen še enkrat. Lep pozdrav vsem skupaj. Lepo je biti v dobri družbi. V tej zmagovalni pesmi in v tem zmagovalnem videu je pa tudi Raven. Ja, res je. Ona je moja dobra, v bistvu lahko rečem najboljša prijateljica. Skupaj sva nekako spoznala sva se na akademiji za glasbo. Oba dva jadrata skoraj v podobnih vodah. Res je, bila sva sošolca na akademiji, oba dva sva tudi v veliko opernih predstavah nastopila tudi skupaj. Ja, in oba dva se tudi ukvarjava s pop glasbo. Mislim, da ti deluješ malo bolj umirjeno, ona je pa... Raven je bolj divja. Čeprav ona je zelo umirjena oseba, privatna. Na odru se pa prelevi v drugo. Aha, alter ego. Ja, tako da smo si podobni tukaj, zelo umirjeni. Imamo radi mir, ko je treba, ko si pa na odru, se pa
zgodijo druge zadeve. Kako pa tehtaš, mislim, kako greš skozi zdaj pop pa opera, glede na to, da imate tudi verjetno veliko vaj v operi? Ja, se kar nekako veliko, jaz vedno pravim, da inštrument je en, ne, pet je pevski inštrument, glasilki sta dve, eni in tehnika je zelo podobna. Če pa uporabljaš recimo glasilke oziroma svoj inštrument za opero, je to en žanr, ne, če pa uporabljaš za drugi žanr, se moraš temu prilagoditi. Tako da... No, to je bilo moje vprašanje za mene, ko ne znam peti. Koliko ti handlaš to oboje in koliko bi jaz saj neko osnovno petje lahko spravila iz sebe? Ja, to ti lahko. Sigurno bi spravila iz sebe. Mislim, ne vem, kakšen posluh imaš oziroma če imaš. Ful dober. Najboljši. To je bilo dobro. Najboljši. Ne, sigurno, nekaj časa sem tudi učil Kjero stvar zdaj? Opero ali klasiko? Oboje. Mislim, opero ali klasiko? Opero ali klasiko, pop in opero. Tudi tukaj v Žalcu nekaj časa v glasbeni šoli in moram reči, da se da veliko tega posluha naučiti in se v bistvu kar izboljšaš. Ti si pol kot Kristus, ko je delal iz vode vino, se da narediti iz slabega pevca, dobro. To je ta primerjava. Ja. Ne, veš kaj, hotela sem da samo vprašati, mogoče primerjava z opero in z zobozdravnikom, kaj globoko grlo oziroma A je enak ali... Ja, ne vem, kako je, kot zobozdravnik ne odpiraš na A, ne, ampak to delajo pacienti. Mislim, sam ti hočeš imeti, veš, odprite reči. Je pa zelo tako kreativno delo, no, tudi zobozdravstvo. Ni samo šraufanje oziroma to, ampak moraš biti res natančen, kreativen, ko delaš. Da mi pokaži nohtke. Ker kot zobozdravniki morajo imeti lepe urejene nohtke. Ajde, da je influencerka. Ja, ne, in kot pevci, se veš, so pa celi urejeni. Ja, to je res. Priden, ima take nežne rokice. Moram reči, da so mi pacienti vedno pravili, da sem zelo nežen, oziroma izkušnje so, da so moški danes bolj nežni na zobozdravniki kot mogoče ženske. Ne, tudi nasplošno. Tudi nasplošno potegnemo črto. Kaj si hotela zdaj s tem povedati? Janko je kar utihnil. Kaj si hotela povedati? Ne dregaj. A to ima ta vidva nekaj? Ne. Vedno pravi, ne me vled za jezik. Ja. Brez veze. Nov album baš. Nov album je izšel lani, oziroma že eno leto je mimo, Med nama naslov, Med nama je tudi prva pesem, s katero sem se predstavil na festivalu Melodije Morja in Sonca, že 8 let nazaj, mislim, da je. Sam to, kar nekajkrat si bil na Melodijah. Ja, v različnih vlogah. 3-krat. Najprej sem bil v duetu z Stefi, z mojo prijateljico oziroma sopevko, seveda takrat prvič z eno lepo skladbo z naslovom Glasba, potem sem bil sam z Med nama in potem tretjega Radoba sem pa zmagal. Pa se je zgodilo, ne? Ok, zdaj zadnja pesem, ki jo promoviraš? Je pa z naslovom Ponoči, moja prva skladba, za katero sem napisal glasbo sam v celoti. Kaj bo to dnara spet? Vidiš. Veš, če si avtor, ne, so oni tin šuški. Ampak ti veš, to se v bistvu, ti si v tem poslu. Ja, no, se ti pravim. Si pripravljena. Zavrtim po noči, evo je. 13 minut do 10 ura, Grega Ravnik je z nama, pozdravljen. Lep pozdrav še enkrat. Mojsterga glasu, na drugi strani mu stoji mojstrica. Ki bo to postala nekoč, ako mogoče. Ko me bo naučil. Jaz sem tu zato, da se vsak dan izzivate Grega, prosim. Naučim. Jaz pa njo izzivam, da mi zapoje. V bistvu prva ura petja, tako da najprej pokažeš, kje smo, da se lahko lociramo. Pridem jaz v Štore v osnovno šolo in valjda pač so rekli, ne, Maruša, da je pejt v pevski zbor, zato ko pol ti treba pri pouku biti, ne. A dobro? Ja, in prva stvar, ki sem jo zapela, je bila Lipa zelenela. Dobro si začela, od odzadnji naprej. In so te vrgli ven iz zbora. Ne, sem bila pol v zboru, ker nisem hotela nositi žab, so me vrgli ven. A zaradi žab? Ja, ker tam so mogli imeti kliklice pa žabice gor, to pa jaz nisem. V bistvu ni bil vključen glas v zboru, ampak oblačilo. Ja. No, kak je zdaj tvoj komad? Zdaj ga imaš tukaj, ne, komada ne bom izdala še, zaradi tega, ker pač ga šparam. Ampak del refrenčka. Ne bom, ker je pač to je eno vrstico. Ne, v bistvu. Pover, no pa bolj po vrstice. 3 besede so, to je in to se ponavlja. Jaz sem samo musko ugasnil, podlage nimam, zdaj si ti a kapela. Jaz mislim, da je boljš,
Veš, kaj mi bi ti vrača. mogel? Ne, veš, kaj bi ti mogel zapeti? Radio Fantasy, same dobre vibracije. Boko, boš ti. Ne. Ja, se to. Naj tak občutek. Po vrsti. Najprej eni, Ne, pa če jaz drugi. res ne znam pet, pa jaz ne bi rada še poslušalcev zgubila, ker bi še mal imela šiht, no, kredit vzela. Ja, ni nama ratalo, no. Ne, Jaz dregnil mislim, si. No, bomo. Bomo povadili. Dregnil je, pravilno si naredil, ne? Sem. Da zeti je dobil na levi nogi. Mislim, Ja, kjerkoli drug ima sam svojega, ne? sam svojega ne. Ne. Pa da je ono, lipa, kaj si imela? Nipa. Lipe Lipa zelenela. Lipa zelenela je. Sam to je muska, ko se na pogrebih špila. Mogoče pa bi bila to nova. Nočem, da bi bil Branža, pač to v moj kateri bi pogreb ti- danes. Lahko bi bil glasbeni, ja. Ne, bi. pustimo. Grega, ti si zdaj v spredju, daj povej. Povedali smo nova plata, ki je od lanskega leta, imaš novo musko, zmagovalec MMS-a si. Pa zdaj le junija se začenja, čakaj bom prebral dobesedno, kaj je direktorica Zavoda Celje povedala. Veronika Deseniška je verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega tisočletja. O, lepo. Veronika se bi Deseniška. strinjal, pa ne zato, ker sem v tem projektu, res je. Poleti imamo v planu 4 predstave na Celjskem gradu. Ki bodo razprodane, ti že vnaprej povem. Res, tudi lani so bile in jaz sem bil prvič lani v tem projektu in moram reči, da je en lepših. Na splošno muzikal je krasen, glasba je fantastična, zgodba kot taka je itak za vas zelo mislim, domača tako in za tudi druge tako, obiskovalce, ki pridejo pogledati, to je fantastično vse skupaj. Tako da se res veselim tega projekta in res je, se bi strinjal s temi besedami. Torej boš večkrat v Celju. Bom Vsaj večkrat. 4-krat. 28. junija prvič, pol pa vse ostalo Ja, v naprej juniju. imajo še vaje. Ja, to pa res. A veš? Zalezovalka. Na gradu- Šele čez okna. A je? Na gradu so še prej vaje, res je. In, ko se tisti oder se v bistvu poveča, ne, na gradu, je še tak v bistvu cel ambient se zlije skupaj z gradom in ko vidiš tisto publiko čez celo prizorišče, je res magično. Eno leto mislim, da je bilo tudi tako, da dejansko je vreme poskrbelo za zvočne efekte. To pa mislim, da je bilo celo na premieri Ja. tisti prvi večer, to so mi povedali, da je bilo, niso vedeli, ali bo zdaj deževalo, ali bo bliskalo. Ampak je bilo pa top. Ja, da je prav tiste strele so poskrbele za tisto magičnost še bolj. Ja, le, Pa pač tudi, če strel ni, je zelo dober gnare. ambient tam. Zelo. Ja. Mi imamo gnare, pa vreme plačamo, veš, za Ja, take ja. predstave. Ne, res, ne moreš verjeti. Pa tudi lani smo imeli zelo, trkam še za letos, veliko srečo z vremenom. Ker potrki malo večkrat. Potrkam. to je pa res, ko imaš zunaj koncerte ali pa predstave, nikoli ne veš, kaj bo z vremenom, če bo, ne bo, in je tisto, se mi zdi, tudi za organizatorja najbolj. Ja, ni prijetno, pa tudi mislim, da muzikla Veronika Desniška dejansko ne moreš predstaviti v Ne. celjski dom ali Ne pa gre. karkoli, ker je pač res. Moraš počakati na pravo vreme. Tako, vse imamo tudi rezervne termine. Okay. Ne jih izdajati, ker boš še tam trpel. Ne. Najprej se Ej, kje pa spiš, ko si v Celju? ponavadi v Ljubljani. Ja. Ne vem, a se ponuja kakšno Ja, ne vem, prenočišče. tamle, Anja, ti imaš Meni je Kako tukaj informacijo časa več? zmanjkalo, ko so fajni pogovori, vedno zmanjka časa, ampak Grega, bi ti predstavil eno osebo, ki jo vedno skrivaš. Seveda, Anja, moja PR-ovka, se vedno malce poskriva, ampak Anja, mikrofon je od danes smo rekli, da jo ne bomo več No, pa je nekaj skrivali. povedati. No. Anja, simpatično dekle, tukaj je skrita v kotu. Grega ponovadi gre tja, no, peče ti. Ja, pozdravi, Anja. Ja. Ne, tu Imaš svoj mikrofon. Ej, prav Ne, naš- ta je lepši. Tega so bolj niže naštivali, da se lahko jaz približam z mojo višino. Sama je Anja. pržgan sploh, a veš, to je bolj Ne, vprašanje. nisem se nič A ja. Jaz bom pa zdaj bolj na glas govorila, To da pa le, se ja. bo slišala, ker se me vidi tudi. Ne. Kaj hočeš povedati, kaj želiš o Gregorju? Okay? A te oboga ali te ne, glede na ga voziš okoli po Sloveniji? V bistvu je on Lej, ona- voznik. ona tako da, hoče, ona hoče. Če Maruša ni hotela za 5, bom pa jaz kaj povedala. Ne, če tam ni lučke. Je ni, je pač tako. Tam ni. To je tole, jaz sem ti povedala. Tak je, da rečeva, ona je, z njo sem bila prvič v Španiji. Tak,
Pa letos si bila spet. Pa letos sem bila spet, pa spet Brez posevili. mene, brez mene. Ja. Znate kaj špansko, kako se sporazumevate? Una tam? cerveza, por favor. To znate, ne? Klaro, Važno, da se alkohol zna. Tako, naročiti. tako, ja. Ja, ne, več to so nas naučili. Ja, Pa sami Juani so bili Pa okoli. ne, pa čuro se imaš. A ja, pa čuro se, ja. Ker nisem vedela, ali je čuras ali je čuros, pa sem me face hitro popravil, ker Sanko Janko ne ve, da je to ful velika razlika. Ja. Ker ti razložiš po vajnu, ne, kakva je razlika. čuras so se luleki. nam takdaj zmotili, ko boste Čurosi so pa. v Španiji, Dobro ste. gledajte, ko boste naročevali, ker je ena kolegica Mojca, ki je v Londonu zdaj živi, naročila ledeno kavo. Pa je narobe naročila, so je prinesli pa kavo z ledom. To je velika razlika v Španiji. Ne? Se je tudi Da pri dobiš nas. espresso, pa en lonček Ja, leda, seveda. ne, pa si vliješ potem, ali pa ledena kava. Ko Pri nas- boste šli v Pri Španijo, nas se ne? reče kava čez let, ne? Kava čez let, pa ti primorc, ne, kava z mlekom ali pa latte macchiato ali pa bela kava, moramo tudi face paziti, ko Ja, pridemo na primorsko, tiste ker tam kapljice, tudi ne. ne znamo. Najboljše, Ja, kot ti ja. na morju reče, če boš ljubljansko belo kavo, to je pa. Oh, Madonna. To še meni reče včasih. To pa- Čakaj. Pa nisem ljubljančan. Te kapljice Ja, oprosti. so kar zelo pomembne. Ne? Kaj se lahko Leta. zdaj nazaj na svoj mesto? Lahko greš, Anja. Hvala tebi. Hvala, Anja. Hvala tudi tebi, Grega, ker je čas. Odšel. Kar mine, ne? Čas je, da greš. Pa sploh še nismo vsega povedali, ne? Jaz bi pa Maruša? rad dal, Ja. ti si znala, ne? Imam pesem, ne? Ti Kjero? si znala, ja. Mhm. Ti si Lahko dam. znala? Jaz ne znam. Ne, ti ne, še nekaj Ni. časa. Ne, tako da. Grega, povej v tej pesmi na hiter, ker imaš 1, 10 3, sekund časa. 4, zdaj. Gremo. To pesem je pa pred več kot 11 leti prepeval Toni Cetinski in smo jo skupaj s producentom Mirom Buljanom, ki je tudi producent mojega albuma. V Zagrebu smo snemali in v bistvu je bila njegova ideja, da to pesem preoblečemo v slovenščino in damo slovenski tekst, svež aranžma in je nastala naša, ti si znala. Evo, all this goes. Hvala za obisk in se vidimo. Hvala kaj, vam. ne? Ciao. Radio Fantasy. Radio